Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Za Krčanom Goranom Rovanom je bogata dopisniška kariera na televiziji Slovenija, čeprav je v svojem spletnem življenjepisu zapisal, da si nikoli pravzaprav ni želel delati kot televizijski novinar. Kljub temu je pristal na televiziji in tam ostal 38 let. Z začetkom letošnjega leta se je upokojil, v aprilu pa je v Krškem odprl kar 3 fotografske razstave. Pozdravljam ga v studiu, lepo pozdravljam, Goran. Enako, lep pozdrav. Začniva kar s tvojo najnovejšo vlogo, zdaj si upokojenec, uradno od začetka letošnjega leta. Sicer pa si z delom prenehal že novembra, si se zdaj že navadil? Ja, takoj sem se navadil. No, sicer tam od 11. novembra, ko sem zadnji prispevek naredil, sem imel potem dopust, ker pač moraš izkoristiti, kar ti pripada. Zdaj pa sploh ne pogrešam službe, če po pravici povem, niti ne gledam televizije več, ker jo gledam občasno, ampak ne tako kot prej, ker se kar na nek način moral spremljati, da si videl, kaj se dogaja, ne samo v svojem okolju, ampak širše. Tako da ni hudo, no. Je pa res, kar so mi prej vsi govorili, da ko si v penziji, nimaš časa, no, tako da vidim, za zadnje čase se to meni tudi kar dogaja. In s čim zapolnjuješ čas, kaj ti pravzaprav krade čas? Zdaj sem bil okupiran s temi 3 razstavami, da sem pripravil, potem sem predsednik Karavaning kluba Slovenije, je tam spet obveznosti, zdaj se je začela tudi sezona teh potovanj. Pa tudi zdaj, glede na to, sem se mogel pač prijaviti na Facebook, ker pač urejam tudi to Facebook stran od kluba in sem zdaj aktiven tudi tam na Facebooku, sem se nekje našel, tako verjetno, ne vem, prej nisem hotel biti, češ se nimam časa in to me ne zanima, no, zdaj sem pa mogoče še malo preveč gor. No in na Facebooku objavljaš svoje, tudi arhivske fotografije, pravzaprav imaš zelo bogat arhiv, si preštel vse te svoje fotografije, koliko, sploh si ne morem predstavljati, koliko fotografij imaš. Ja, zdaj se pravim, ker sem mogel pač, dobro, sem že prej, ko sem skeniral, več kot 600 filmov črno-belih je v mojem arhivu, plus 400 dia in barvnih filmov. To je z tistega obdobja tam do 2004, ko sem začel pač digitalno. Tam jih je pa ratalo potem že 1.200.000 fotografij, s tem, da seveda jih je bilo še več, pa se nekatere tudi zbrisal normalno, ker niso bile take, kot sem hotel, ali so bile neoštre ali karkoli. Ni bilo tisto, kar sem želel. Font je res velik, zdaj to, kar objavljam, zdaj bolj ko ne, črpam iz tega črno-belega opusa, se pravi tam od 70 let naprej. In v bistvu so to filmi, oziroma zdaj so že skenirani, ki jih niti sam včasih nisem razvijal, vseh. Naredil sem par fotografij za neke prijatelje, za sosede ali kogarkoli že, ki sem jih poznal. Vmes sem seveda slikal tudi ostale, ki jih potem so ostali na filmu gor, niti nisem slike razvijal, ker zato, da jih bom imel v ladjico, mi ni bilo. Nisem pa nikoli razmišljal, da bo to kdaj kaj pomembno ratalo, Pač kot ljubitelj fotografije šklocaš vse, kar ti je zanimivega. Seveda takrat na filmu smo seveda tega manj, danes je pa seveda veliko več tega, No. 3 razstave si zdaj v zadnjem mesecu odprl. Je bilo to naključje ali si načrtoval, da bodo vse te 3 razstave v tem mesecu oziroma v aprilu? Ne, zgolj naključje, Lani me je nekje predsednica Društva ljubiteljev fotografije Krško, Jožica Veber, pozvala, če bi imel eno razstavo. In potem smo začeli se pogovarjati, kje bi to bilo. No in potem je bil interes tudi strani kulturnega doma oziroma prvo galerije, da bi bil tam. Na koncu smo se zmenili, da bo to v kulturnem domu, ker pa so imeli istočasno tudi prost termin v galeriji. Sem zapolnil še tisti termin z črno-belimi fotografijami, starimi iz tam 70., 80. let iz Krškega in okolice, oziroma vzel sem samo Krško občino, takrat tudi Kostanjevica je spadala pod Krško. Tle v kulturnem domu so pa novejše stvari, ki sem jih pač izdal lani v tej knjigi, fotomonografiji Krško, in nekaj dodal sem še nekaj, ker ni bilo časa narediti kaj novega. Nisem pa nikoli delal s tem namenom, da bo to razstava, da bo karkoli iz tega ratalo. Začelo se je pač s tem
ljubiteljsko, tudi pač nekaj moraš početi. Potem, no, ta del, ko sem pa delal za knjigo, sem pa pač neke stvari, ki jih nisem imel ali pa nisem bil zadovoljen, ali pa so bile že prestare, se vmes tukaj spremenili, sem šel pač na novo delati. Je pa precej tudi teh posnetkov iz zraka, se pravi zdaj zadnje čase z drona, tako da je tudi neka nova perspektiva, tudi mene to že prej zanimalo, sem veliko letel z balonom, s prijateljem Marjanom Jeroletom iz Kostanjevice, žal pokojnim, tako da sem že takrat sanjal, da bom enkrat naredil eno knjigo Posavje iz zraka, ampak z balonom je tako, leti zjutraj pa zvečer, zdaj pa kakor trofiš, so pogoji, niso, včasih je svetlobe zmanjka, pa tudi balon te odnese tam, ko nisi načrtoval včasih, ne. In pol namesto, da bi sliko Kostanjevico pristaneš v Šentjerneju ali pa, tako da je težko načrtovati nekaj, ne. Poznamo te kot dolgoletnega dopisnika RTV Slovenija. V svojem spletnem življenjepisu si zapisal, tako kot sem uvodoma povedala, da si nikoli pravzaprav nisi želel delati na televiziji. Kako si se znašel tam? Ja, tudi to je bilo v bistvu malo naključje, no. Jaz sem, ko sem se odločil za novinarstvo, je bilo to že nekje v 4. razredu osnovne šole. Zakaj, sam ne vem, kaj mi je bilo, ker nisem niti nobenega novinarja poznal ali pa. Sem pa takrat bral dosti, no, tudi te časopise, ki smo jih imeli doma, pa Stop smo kupovali, ker je pač smo spremljali radio in televizijo takrat, ne. In sem takrat sanjal mogoče, da bom enkrat nek novinar, ki bi hodil na te koncerte, pa po sliko, pa kaj naredil, kak intervju z znanimi, seveda, takrat sanjaš, da boš z Rolling Stones izvitli ali pa s kom, ampak seveda, pol je realnost je pa druga. No, ampak ta želja je ostala še naprej, novinarstvo, čeprav sem potem v gimnaziji še malo kolebil, da bi šel mogoče na DIF, ker je bil moj stric profesor telesne vzgoje, Pol Darovan, in ampak sem pa se raje odločil za to, kar sem že prej bil v bistvu odločen, ne. Ta televizija, ker sem pa imel pol od 3. letnika fakultete, takratne fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ker sem študiral seveda novinarstvo, sem imel štipendijo pri Pionirju, sem se tam zaposlil leta 1981. Potem pa je prišlo to obdobje, zdaj pravimo Milke planinci, ko so bili boni, par, nepar in se je bilo treba v Novo mesto voziti. In je to predstavljalo težave, plus tega, da sem se moral vstajati že tam okoli 5, da sem bil ob 6 v službi, kar meni nikoli ni odgovarjalo to jutranje vstajanje. Tako da je prišla prva ponudba iz radia Brežice, ki so iskali pač novinarja. Sem se tam javil, bil celo sprejet. Vmes me pa Janez Pezelj, takratni dopisnik za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, prosil, če bi lahko vskočil tle za Posavje. Na televiziji Slovenija oziroma Ljubljana. Takrat TV Ljubljana. Tako sem začel malo honorarno in na pol leta delati, potem so me pa dali razpis in so me zaposlili. Prej se skozi govoril sicer, da televizija ponavlja ljudi, ne. To so nas tudi na faksu učili, nekje pri temeljih marksizma, bi rekel, ne. Ampak dobro. Tudi, ko sem bil en mesec oziroma naj bi bil na praksi na televiziji Slovenija med študijem, se nisem videl v tem, no. Dejansko nikoli nisem rad nastopil, se kazal. Tako da mi je bilo malo tuje, no, ampak potem seveda kot dopisnik se ne pojavljaš v tej vlogi. Čeprav v začetku je bilo to, ker smo takrat imeli še te regijske obzornike in smo jih tudi sami vodili. Se pravi, posavski obzornik sem jaz vodil, ampak to je trajalo pa 1 leto, mogoče 2, potem so jih pa ukinili. Se pravi, te oddaje, to so bile oddaje v živo, ne? Ja, to so bile oddaje v živo, za katero sem jaz pripravil ves material, se pravi, smo prej na terenu posneli, sam sebe si v bistvu napovedoval, oziroma takrat so brali tekste celo špikarji, ne. Jaz sem vodil, špikar je bral pa tisti moj tekst in pač zmontiran z izjavami in tako naprej. Želel si biti pa kaj, časopisni novinar potem? Ja, bolj me je privlačil tak časopis, kot ali pa revije, bi rekel, po neke reportaže, no, mogoče takrat je bil Telex, no, ko so izhajale tudi, ne vem, tudi Zvone Šeruga, recimo moj sošolc, ampak on je bil sošolc z večjimi generacijami, je že takrat objavljal neke potopise, je hodil po svetu, po Južni Ameriki, Afriki in tako naprej.
Pa sem se jaz tudi mogoče videl, da mogoče bi pa tudi jaz zdaj kaj podobnega lahko naredil, ampak to so bile zgolj pobožne želje. Zdaj na televiziji si začel delati pred 38 leti, zagotovo so bili pogoji dela in samo delo pravzaprav drugačni od tega leta 2022, ko si končal, mogoče kakšni so, če primerjaš? Ja, no, jaz sem kar nekaj teh tehničnih revolucij dal skozi, če lahko rečem. No. Začeli smo seveda na filmu, ne. To je bil še film, Franci Pavković je imel kamero, ki je mogel še na feder navijati, ne. Ni bilo elektronike, ne, baterij noter. Potem seveda je prišel U-matic, je bilo že malo boljš, ampak to so bile škatle, ki je mogel še nekdo zraven pomagati, da je nosil tisto, da je bilo lahko bolj mobilni. Čeprav mi smo imeli samo eno obdobje tega U-matica, da smo imeli pomočnika, drugače je pa snemalec delal vseh, ne. Potem so prišle bete, to so spet malo večje kamere, tudi te prejšnje so bile, niso bile male, ne. In tudi večje kasete. Potem pa seveda ta digitalni mediji, kot so mini DV kasete oziroma DV kasete večje, ne. Danes lahko že vse s telefonom narediš skoraj, ne. Bistvene razlike ni. Takrat se je tudi televizija zahtevala nek višji standard, je bila ta oprema, govorim, 100.000 mark takratnih, ne. Tako da si ni mogel vsak privoščiti. Je bilo pa tudi, ne vem, začetka, ko sem že prej omenil, nisem niti svojih tekstov bral, sem jih pošiljal v strojepisnico, se pravi si narekoval tam strojepiski, potem je lektorica to pregledala, špiker je pa bral, ne. Kasneje se je pa pač obrnilo, smo tudi sami brali, pa so v Ljubljani montirali, no, spet kasneje, recimo že po 91 in smo pa sami montirali in pošiljali zgotovljene prispevke gor. Tako da so v Ljubljani samo še prebrali napovedi in spustili v eter. Kako pa ste pošiljali material v Ljubljano, glede na to, da ni bilo interneta takrat? No, seveda, to je bil tudi podvig, ne. Jaz sem pošiljal z vlakom in avtobusom, ne. Vlak so imeli zamudo ali je pa presedel, recimo ni šel direkt za Ljubljano, je šel za Maribor ali pa nekam gor. In je mogel tak, ki je bil na vlaku, predati naslednjem, pa se je zgodilo, da je pozabil ali pa se je zgodilo tudi tako, da sem jaz oddal na vlak ali pa na avtobus, se ni bistvena razlika, pa kurir ni prišel s televizije iskat kaseto ali pa filmski trak takrat, ne, začetka. In se je to pol potovalo ali na Jesenico ali pa dol proti Benetkam, potem pa spet čakaš, da je prišel nazaj, če smo slučajno ugotovili, kje je, in da so se te posnetki potem našli. Tudi recimo, tudi avtobusov za Ljubljano ni bilo toliko direktnih, ne. Jaz vem, da sem lovil gor na Čatežu, pa je imel včasih tudi po pol ure ali pa največ, tudi po 1 uro zamude, ne. Tako da je bilo kar pestro, ne, spraviti te posnetke gor, ne. Seveda pa to, kar se je zgodilo dopoldan, si še lahko poslal, če je bilo pa popoldan, je mogel iti pa potem naslednji dan. Ker tudi recimo v začetku se je bilo treba film razviti, ni moglo v enem dnevu biti, razen če je bilo kaj izjemnega, ne. Pokrival si različne teme, od gospodarskih, političnih do kulturnih, športnih, družabnih. O čem pa si najraje poročal? Jaz sem pač dopisnik, se pravi, da si vpet v to lokalno življenje, se pravi, ko si naštela, od športa, kulture do politike, no, če tako rečemo. Meni eno obdobje je bilo, ko sem rad delal za kulturo, smo imeli eno oddajo Neprezrite, tako da sem kar vse te kulturne dogodke na nek način spravil gor. V bistvu so bili to napovedniki nekih razstav, kulturnih dogodkov, takšnih in drugačnih. Drugače pa rad sem delal neke reportaže, take. Eno obdobje, ko smo začeli s tem jutranjim programom, smo imeli na voljo malo več časa, ker v tisti minuti pa pol do 2, koliko so naši prispevki dolgi, spet ne moreš ne vem kaj prikazati. V tem jutranjem programu so bili pa prispevki tudi do 8 minut in tam se je dalo res nekaj več narediti, seveda ne vsakega dogodka, tam, ko smo kaj pokazati, ker televizija je tudi slika, ni samo, da ti nekaj govoriš, moraš še pokazati. Tako da, ampak tega imamo pri nas kar dovolj. Je pa res, da se je to ponovadi dogajalo za vikend, tako da si pač mogel takrat delati, ne. Zdaj neke teme take si ja pač kot dopisnik ne moreš privoščiti. Seveda, glede na to, da sem delal iz Posavja, je bila to energetika, ki je bila neka stalna tema, potem pa gospodarstvo,
tako da meni ni bilo težko delati, tudi neki dogodki se ponavljajo, neke prireditve, ne vem, je vsako leto je pri Forstenhausu v Kostanjevici, je salamjada v Sevnici, lahko bi še kaj druga naštel, ne, ampak pač pokrivaš, probaš vsako leto malo drugače, druge sogovornike, tako da je zanimivo, no, meni ni bilo nikoli odveč karkoli narediti. Ja, nekatere teme se ponavljajo, glede na to, da so periodične, se pravi, so dogodki, ki potekajo pač vsako leto. Pri Forstenhaus je ena takih tem, ki ti je sicer tudi zelo blizu, ne? Ja, no, ko sem jaz začel fotkati, je bilo tudi moja želja taka skrita, da bi enkrat naredil razstavo teh pustnih mask, ne. In takrat sem vem, da sem celo en film poslikal v Krškem, teh pustnih mask otroških osnovnošolcev, ki so pač takrat pustovali. Potem pa je to malo zamrlo, bi lahko rekel, dokler nisem začel pač delati za televizijo. Takrat sem pa začel spremljati ta Forstenhaus, že dosti kmalu. Začetka je bilo tudi meni čudno, no, ker ko sem bil prvič na občnem zboru tega Forstenhausa, mi nič kaj veliko ni bilo smešno, ker nisem poznal ljudi, ne. Ker tam so bolj lokalne fore, bi rekel, in so ubirali do kosti nekatere, ampak jih moraš poznati pa vedeti, kdo so, no. Potem seveda, ko sem to vse skupaj spoznal, je bilo veliko lažje in mi je tudi ostalo tako v prijetnem spominu, no. Je pa res, da so te kostanjeviške maske drugačne, da tle si ne dajejo maske čez obraz, da se samo pač drugače oblečejo pa nekaj porišejo ali pa karkoli. Se pa skozi imel tudi željo, da bom še kje drugje, seveda sem pa v Dobovo hodil, v Sevnico, ko je bilo tle, tudi v Mokronogo so imeli. Kasneje sem pa tudi sam šel recimo v Italijo, v Benetke pa v Viareggio pa tako naprej. Te maske me tako, so mi zanimive v vsakem primeru kot fotografu, ne, ker mi je všeč, da se ljudje našemijo, ker se mi zdi, da takrat so drugačni, no, se sprostijo, znorijo, bi rekel, ampak človek to rabi, no. No, v svojem dolgem stažu si marsikaj doživel in bil zraven, ko se je pisala zgodovina, kar nekaj težkih tem si pokrival. Poročal si denimo s terena v času 10-dnevne vojne. Kako se pravzaprav spominjaš tega obdobja leta 1991? Ja, to vojna je tudi prišla tako za mene nepričakovana. Nisem pričakoval, da se bo to lahko sploh zgodilo. Niti nisem vedel, kaj bi se lahko zgodilo. Seveda smo si vsi predstavljali vojno, tako kot so nas v šoli učili, druga svetovna vojna, prva, to traja 4 leta, ne. Tako da v bistvu nisem bil pripravljen, moram priznati, ampak seveda kot dopisnik padeš v to, ne moreš reči, da sem pa jaz kriv, jaz se pa ne grem tega. Tudi je pa res, da smo imeli takrat malo težje pogoje za delo, ni bilo mobitelov, ni bilo nekih informacij, teritorialna obramba nisi mogel priklicati, jaz sem največ delal s policijo, pa kolegi smo se med sabo obveščali, recimo Irena Mejce iz radia mi je malo sugerirala, Vlado Podgoršek zdela. Res pa, da sta ona dva lahko to delala od doma, klicarila okoli pa dobivala informacije, jaz sem mogel pa hoditi na teren. Takrat sem pokrival še Belo krajino in Dolenjsko, v tistem obdobju, tako da je bil moj teren kar dosti širok. Doživel sem tudi nek napad zračni, ko smo snemali na Medvedje, ko so nas raketirali. Hvala Bogu je letelo nad nami, ampak ni bilo prijetno, no. Tako da tudi potem na Prilipah sem bil, ne bom rekel zraven, ampak blizu, ne, in v Krakovski gozdu. Je pa k sreči minilo tako, kot je. In ne vem, danes se lahko malo smejimo, takrat pa nismo vedeli, kaj bo jutri, ne. Nismo niti vedeli, da bo trajala samo 10 dni, ne? Seveda ne, se pravim, jaz sem skozi sabo nosil torbo s fotoaparatom, s filmi in tako naprej, opremo. Niti enega posnetka nisem naredil, ker se mi zdelo, da še to ni vojna, ne, tako, da so neke kot orožne vaje, ne. Se pravi, nimaš niti enega posnetka svojega lastnega? Ene slike nimam svoje, zdaj pred leti mi je Franc Šavrič dal eno fotografijo, ko smo delali z Mirkom Veselom en raport na Prilipah, seveda po tisti bitki, ne, ko je bilo tisti napad. Drugače pa sem potem, no, tudi na Prilipah, pa tam smo pa s kolegom šli po
ko je bila ta vojna končana, po teh 10 dneh, smo šla en krog, čez Prilipe, pa potem čez Dobovo nazaj in sem njegov film poslikal, ki ga pa nikoli nisem videl, niti ne vem, kaj je s tistimi slikami. Najbrž jih ima on, če jih ima, jih pa ki je založil. No, v času po vojni pa si imel nenavadno izkušnjo, če se lepo izrazim, na Bohorju, na Kadišovcu, kaj si doživel? Ja, takrat smo delali, država je pač razpisala, da bo poiskala odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke in vršile so se neke geološke raziskave, kje naj bi bilo to primerno. In ena od teh lokacij je bila tudi na Bohorju, okoli Kališeca, in potem v eni fazi tega projekta so te lokacije razkrili. Druga je bila Haloze, tretja se pa zdaj ne bom spomnil. In seveda smo šla takrat s snemalcem Jožetom Grajžla gor, da posnamemo to lokacijo, in ljudje, ki so seveda proti, noben ni pričakoval, da to vsi si želijo tega. In takrat so nas začeli, kdo nas pošilja gor dol, malo je pripomogla tudi pijača k temu, ljudje so prihajali, in to je trajalo pol cel dan, da so nas zajeli, niso nas hoteli spustiti, dokler ni prišel potem zvečer celo s helikopterjem Boris Sovič, da je podpisal pred krajani, da na tej lokaciji nikoli in nikdar ne bo odlagališče radioaktivnih odpadkov. Do začetka smo sicer skušali z Jožetom kaj dopovedati ljudem, ampak se ni dal. Bili so razjarjeni, tako da potem pa seveda smo se raje umaknili, prihajali so drugi, prišel je predsednik izvršnega sveta občinskega takrat in do številne televizije, oziroma tudi naša ekipa iz Ljubljane je prišla, recimo, tudi s helikopterjem, mislim, da so prileteli. Prišel je Marjan Jerman z Vala 202 in tako naprej, tako da je bilo medijsko kar odmevno. Za naju ni bilo najbolj prijetno, bila smo deležna, saj jaz, tudi nekih udarcev, ampak da, preživeli smo. Jaz razumem ljudi, da so bili besni, niso imeli se na koga druga spravca, se pa na naju. Bil si udeleženec zadnjega spusta po Savi, rekel si, da si se takrat, v nekem intervjuju si rekel, da si se takrat dejansko zlomil. Ja, to je tudi taka žalostna zgodba. Jaz to nisem bil službeno, sem šel kot v svojem prostem času, bi rekel, s svojim nečakom, češ da bi jaz naredil še nekaj fotografij te Save oziroma bregov, preden jo zajezijo, ne. Gre pa seveda za hidroelektrarno Blanca, ker so pa v tem času ta jez že v bistvu že zaprli, bi morali tam čolne prenesti in nadaljevati naprej, se pravi, štartali smo Sevnice do Brestanice s čolni naprej. Adrenalin je takrat očitno naredil svoje, ko smo se pripeljali, nihče ni razmišljal, da je tam lahko kaj narobe, voda mirna, in se je prvo eden čoln zapeljal čez in potem takoj za njim še drug, seveda na drugo prelivno polje. Potem smo pa le ugotovili, da najbrž nekaj je narobe, ne. Ker smo slišali tudi neko kričanje, jaz sem sicer to povezoval, da so se prevrnili s čolnom, pa so pač v vodi pa kričijo, ker so se morali skopati, mogoče celo s kakimi mobiteli, pa ljudje pač drugače gledajo na to. In midva s Tomijem, s mojim nečakom, smo bila pa na čolnu od gasilcev sevniških, ki so pa imeli motor, ne, drugi so bili pa v ta veliki kanuji, po 10 jih je bilo gor oziroma malo manj, ne. In potem smo šli čez in vidimo, da en čoln je bil še tam, ga je premetavali gor dol, drugega ni bilo več, nikjer pa nobenega človeka. No, potem smo le našli to Ano Janc, ženo od sevniškega župana Kristjana Janca, jo pripeljali na kopno, potem pa še dve, obe so bile iz Infre, oziroma ena je bila z občine, pardon. Seveda takrat so bile že očitno mrtve, ne, tako da jim ni pomagal. Potem je seveda to trajalo, da so te ljudi našli, 13 je bilo umrlih in niti vseeno, ne, med njimi je bil tudi moj sošolec, recimo z gimnazije, ne. Vse te ljudi sem jaz v bistvu poznal, no, tako ene bolj, ene manj.
In ko se enkrat tako zraven, pol vidiš, da dejansko tudi jaz bil skoraj na tem, da bi bil na istem. Mi smo imeli to srečo, ker smo imeli motor, jaz sem malo to območje poznal in sem že takrat tem dvema gasilcema rekel, dajmo dvigniti motor, ko bomo mi udarili dol, da ga ne bo udaril v tiste razbijače, to so taki betonski stebri, ki so visoki, ne vem, 2,5 metra recimo, na katerih bi lahko ta motor polomili ali pa celo čovn, če bi z njim udarili gor. In smo to res naredili, in potem, ko smo prišli čez, ker je tam kontratok, ni šlo nikamor, ne. In potem hoče ta, ki je bil pač na motorju, prižgati, ni vžgal, in potem zdaj bomo pa zveslali, ampak tista vesla so taka mala, ne, da se lahko drineš, ne pa da bi kam prišel, kamoli proti takem močnem toku. In je potem ta drug gasilc spet skočil, mislim, da je bil Janežič, je skočil tam in je k srečemu vžgal in smo se ven speljali. Drugače bi tudi mi ostali tam noter v tistem. To sem bolj tudi slišal od te edine preživele, od Ane. Je razlagala, da oni so pristali tam tako kot mi dejansko in so začeli veslati in nikamor ni šlo. In potem je nekdo, ne vem kdo, rekel, bo treba je to vodo pa potegniti. Če z vesli ni šlo tudi na roke, pa ti v šplavo ne gre. Ne. Je premočan tok. Ne. Takrat so se seveda tudi vsi ti organizatorji in ostali poskrili, edini, ki sem šel pred kamero, sem bil jaz. In bil tam bolj do konca, do večera, prišel je tudi predsednik države, vlade in tako naprej. Dejansko je res žalostna zgodba, letos bo minilo že 15 let, ampak še zmeraj mi ni vseeno, no, ko vem, kaj se je zgodilo. Se pravi, čeprav razumem, nisi poročal o tem dogodku, ampak Ne, jaz sem bil privat tam, nisem bil, to mi je sicer snemal, ampak ne za potrebe televizije, seveda smo pa tiste posnetke dali ekipi, ki je prišla iz Zasavja, da so jih lahko uporabili. No. Kako po vseh teh preizkušnjah gledaš na življenje danes? No, že takrat v bistvu se mi zdi, da sem se na novo rodil. Začneš, vidiš, da je ta linija, oziroma da je to lahko par sekund, pa si na drugem svetu. Ne. Da moraš biti zadovoljen s tem, kar imaš, da moraš uživati v tem, ker je lahko jutri že prepozno. Ne. Zdaj ne bom rekel, da se ne upam, ker po enem tednu, oziroma 14 dneh sem šel spet na raftanje po Kolpi, ne bojim se vode, ne, ker voda ni bila nič kriva tle v tem primeru. Mi, ki smo bili neizkušeni, neznani. Saj potem so meni vsi ga razlagali, da to je čisto normalno, da to imajo kajakaši, pa te, ki pač veslajo po teh rekah, te pasti poznajo, ne. Kaj se dogaja, ne, kontratok in da te lahko požre tudi noter. In da sem pa jaz imel, no, če se lahko vrnem že malo nazaj, Seveda. En mesec pred tem, smo bili pa na raftanju s televizijo Slovenija, smo imeli pač dopisniško konferenco v Posočju in so nas tudi peljali, da gremo z rafti po Soči. In takrat se nas je tisto predtem je bilo pa kar nekaj časa slabo vreme, tako da so po dolgem času spet prvič šli z rafti po Soči, ker prej je bilo prenevarno. In nas je peljal en tujec, mislim, da je bil celo Američan, ki te Soče ni najbolj poznal, tako da nas je prevrnil. In ko so nas, preden smo šli v čovn, so nas seveda dali napotke, kako se obnašati, če se kaj zgodi. In je mene potegnilo tudi na dno te Soče in sem se boril, da mu bo priplaval gor, nikakor mi ni ratal. Sam pri sebi sem klev, sem rekel, 3 leta sem treniral plavanje, zdaj sem pa utopil. Mislim, ne. No, pol mi je nekako le uspel gor priti, ker nisem si tisti rešilni jopič dal zavezo, me je dušil. Nekako sem se hotel, ker Soča pa seveda deroča na tistem delu bila in ozka skala na levo, desno. Nekako sem se skotil prijeti, ker sem pa prišel zelo do tega rafta, pa mi ni uspel se zagrabiti na njega, ker je bila prevelika hitrost. In potem sem se pač na hrbet obrnil, pa sem rekel, zdaj pa kam me bo odneslo, me bo. No. In potem so tudi en raft za nami, te domačini, ki so bili na njem, videli, da mu morajo prijeti iskati in so me bolj rešili. Ampak
takrat sem se dejansko boril za svoje življenje. No. Tudi en kolega, mimo katerega me nesli z očali gor, meni se je zdel, da je že mrtev, ker je imel že okoli obrine. Je tam pač lebdel v tisti vodi. Tako da, ta je bila res taka bolj kruta. No, je bilo pa tudi že prej, tudi na surfanju in tako naprej. Ne bom zdaj ponavljal. Omenil si, da si 3 leta treniral plavanje. Del tvojega življenja je tudi šport, ne? Rekel si tudi, želel si na fakulteto za šport. Ja. Mislim, želel, no, je bila opcija, ne? No, šport je bil kar skozi nekaj. Se pravi, v 4. razredu mislim, da sem začel s tem plavanjem. Tu so bili oring treningi, nas so trenirali 3 km zjutraj, pa 3 zvečer, tako da bomo plavali maraton, čeprav sem jaz bil v Brsački, najdaljša disciplina je 200 metrov, ampak še to so bile za nas pionirske kategorije, je bilo 50 metrov. Potem malo starejši pionirji smo imeli že 100. No. Potem se je začela seveda tudi smučarija, ker smo pač Slovenci takrat vsi smučali bolj kot ne. Potem se je začelo planinstvo, to je bilo čas gimnazije recimo, takrat sem tudi treniral pri profesor Senici gimnastiko, mislim, da 2 leti, ali koliko je bilo. Bolj pa že tenis, pa vmes seveda je prišlo tudi to surfanje, jadranje na deski. Tako da seveda smučke sem malo zamenjal za bord, tako da je bilo kar nekaj športa, ampak zdaj ga je pa premalo, če tako gledam. Zdaj se pa premalo posvečam, tudi hojo bi lahko malo več, ko ne bi škodil. Poleg tega, da se ukvarjaš s fotografijo zelo aktivno, pravzaprav je fotoaparat tvoj zvesti spremljevalec. Si se v preteklosti tudi z literarnim ustvarjanjem, pa tudi z likovno dejavnostjo? No, likovno, ne morem reči, da sem se ukvarjal. Imel sem neke skice, kaj bi naredil, pa nikoli nisem tega naredil potem. Fotografijo seveda, to je bilo bolj kot ne skozi. Razne eno obdobje je bilo pač bolj posvečeno družinski fotografiji, pa tem potovanjem, ki smo jih imeli. Kasneje pa tudi motokrosu, ki je pa pač sin treniral motokros. Takrat je tudi nastalo kar dosti teh fotografij, ki smo imeli svoj klub. Ne vem, zdajle sem zgubil nit, kaj si me vprašala. Ja, v bistvu to, no, da si poleg fotografije in poleg športa literarno ustvarjanje. No, to je bilo pa že v času gimnazije. Sem pač pisal za literarno oziroma glasilo gimnazijsko. Potem pa tudi na fakulteti sem nekaj še pisal, pa pošiljal malo okoli nekaj samorastniška beseda, pa dolenjski razgledi, ali kaj je že bilo. Po letu 81 sem se pa pridružil literarnemu klubu Beno Zupančič, ki ga je vodil Silvo Mavsar. Tam tudi nekaj še pisal, oziroma bolj kot ne stare stvari objavljal. Objavljali so drugi, jaz jih pač dal na razpolago. Smo pa tudi tam pripravili tudi to prvo razstavo mojo fotografsko, češ da bomo imeli svojo tudi fotografsko sekcijo v tem literarnem klubu. Tako da se leta 86 smo skupaj s kolegom Stojanom Šobo imela to razstavo ob kongresu za SMS v Krškem. Dobro, torej, za konec, morda še nekaj načrtov, ki jih imaš zdaj v kratkem. Kaj boš počel pravzaprav zdaj, ne vem, v naslednjem letu, boš kaj več potoval morda? Ja, no, zdaj prej smo že omenili malo, da sem okupiral ta Facebook, da tam objavljam te stare fotografije, predvsem pa seveda tudi nekaj malega napišem, da ljudje vedo, kaj sploh je na fotografijah. V planu pa imam, da bom več potoval. Zdaj se naslednji mesec odpravljam na Skandinavijo, to bo malo daljše potovanje. V planu je seveda tudi Turčija, lani sem bil v Grčiji. Upam, da bo tega čim več. No. Zdaj bom lahko tudi malo daljše stvari, ne bo sam 14 dni, 3 tedne. Tako da, tudi glede na to, da je ta nafta vse dražja, moraš izkoristiti, pa ne je 2-krat, ampak v enem šosu narediti več stvari. Se odpravljaš z avtodomom? Ja, seveda, z avtodomom. Jaz ne znam biti v hotelu, da bi bil pa neki z avtobusi se vozil okoli, tako da to je, ne vem,
To je na nek način življenja, bi rekel, mojega. No? Vse verjetno nikomu to ne odgovarja. Tudi če gledam svojo dopisniško kariero, ne? To je v bistvu način življenja, ti živiš. To ni služba, ki jo delaš 8 ur, pa pol nekaj druga. V bistvu si skozi s tem. Ne? Super. Goran, najlepša hvala za pogovor, hvala za obisk in srečno. Hvala tudi tebi. Vam, spoštovani gledalci, drage gledalke, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.